Dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. 2 finali, 1 destinacija, 1 utrip. Sreda 13. maja od 15. naprej navijaška cona z Radiem Fantasy pred stadionom z dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. In še res je tako, in ker se nam obeta finale pokala Pivovarne Union, sem si seveda jaz poklicala koga drugega v studio kot skoraj da Celjana, lahko rečem, glede na to, da je bil dolga leta z nami, Matjaž Rozman. Dobro jutro. Dobro jutro, lepo zdrav. Vratar, ne? Ampak zdaj si se pa vrnil iz Celja v domači Aluminij. Kak je v Aluminiju? Se v redu počutiš? Pa ja, mislim, zelo dobro se počutim. Tu sem otrok tega kluba, šel sem skozi vse mlajše selekcije nogometnega kluba Aluminij. Potem sicer že dokaj mlad odišel iz kluba, tako da nekaj članskih izkušenj nisem tam, v članski selekciji nisem igral, ampak ja, sedaj po dolgih letih se vračam in lepo je biti spet doma. Matjaž, kaj, ena starja, ne? Midva sva isti letnik. 87, to je ta boljši letnik, ne? Ampak čakaj malo, ded, ti še nisi niti 40, pa že razmišljaš o penziji, čeprav vidim, da zdaj ti neki ne diši več najbolj, ne? Ta ja, penzion. Mislim, da se je kar dosti stvari spremenilo v tem letu in posebej, če osvojimo pokal, potem nas čakajo tudi evropske tekme in se mi zdi, da še imam kar dosti stvari za pokazati. Ja, veš kaj, pa če osvojite pokal, pa greste v Evropo, pa bo tudi višja penzija, ne? Točno to. Tako da se mogoče splača počakati. Zdaj, v sredo se vračaš po pokal, po kolikih letih? Zdaj, kdaj si? 2008 si osvojil prvo tole lovoriko z Interblokom, ne? Ja, to mi je bila prva lovorika pokalna in prav na tem stadionu Celjskem, tako da... Pa tudi na 13. maja je bilo. Tudi 13. maja, ja. Tako da res tu na ta stadion me veže neke lepi občutki, doživel sem res polno lepega in verjamem, da bo v sredo nekaj novega, tudi zelo lepega. Ja, lej, v sredo je tak, ne, da najprej v bistvu se pomerijo dekleta med sabo ob 15. uri, pomerijo se pa ŽNK Muranona in pa Radomlje Medex. Pol ob 8, ne, pa stopite na zelenico vi, Aluminij in pa Brinja Grosuplje. Kaj pa nas čaka? Pa čaka nas sigurno neki nogometnih spektakl. Res je, da nismo to neki velikani slovenskega nogometa. Ampak glej, kje ste pristali in kje so velikani, ne? Verjetno bo zaradi tega še dosti bolj nekak poseben dan, tako za nas kot za njih. Mislim, da to je neka zgodovinska tekma za obojni klub in tudi pri nas se čuti, da je nekaj posebnega, da se dogaja nekaj več in verjamem, da bo tudi polne tribune. No, ampak ko si rekel, ne, pri vas se čuti, ne. Kako pa se zdaj v bistvu vi pripravljate dejansko na sam pokal Pivovarne Union? Mislim, glede na to, da to ni nekaj česar, mislim, ne da niste vajeni, ampak v taki ligi v bistvu igrati za pokal, ne, ko si rekel sam, ne, niste velikani. Zdaj verjetno je drugačen občutek, verjetno je tudi priprava na samo tekmo drugačna. Ja, mislim, nam je že, če smo čisto iskreni in pošteni, šel žreb dokaj na roko in smo nekako izkoristili to, kar se nam je ponudilo. Potem, ko smo prišli do polfinala, smo nekako že v ligi zastavili, dosegli svoj cilj, to je cilj obstanek v ligi in potem smo lahko tudi prilagajali in se dobro pripravljali tudi na pokal. Tako da smo že nekako malo kalkulirali v polfinalu, da smo nam uspelo to se izpeljati in tudi sedaj imamo tudi veliko časa, da se pripravimo za finale. Torej, stavnice že, mislim, stave že padajo, ali kaj hočeš reči? Ja, to ne vem, kaj padajo, ampak ja, no, vem, kaj je naš cilj, naša želja in upam, da to dosežemo. No, ampak glede na vaše želje, vaše cilje in vse, kaj praviš? Lahko kaj poveš, kako interno, da vemo stavnice, koliko bodo? Ja, interno je, da lahko povem, da bomo dali vse od sebe, da bomo dali 100% in konec koncev smo tudi prvoligaši, čeprav to igramo proti drugoligašom, čeprav to ni neke prednosti, bi rekel, ker je ena tekma in finalna, tako da upam pa, da bomo mi pravi, no, in da bomo pokazali, da imamo dovolj kvalitete, pa da to osvojimo.
Ja, nič, evo, mi dva narediva zdaj kratko pauzico, vi pa seveda ostanite z nami. Mogoče bova povedala še kakšno zanimivo, sploh o višini penzije. Zdaj v penziji, ne. V penzijo še ne gremo, ker smo na Radio Fantasy, z mano pa je seveda, kaj naj rečem, bivši, ne moj, ampak bivši celjski vratar Matjaž Rozman, ki pa zdaj, lahko rečem, kraljuje v Aluminiju. Rozi, pozdravljen. Pozdravljen še enkrat. Ej, a ti veš, da sem jaz vedno govorila, če imela kdaj hčerko, ji bo ime Rozi. Ampak, ala zdaj ta beraj po svojim. A veš, bi bilo lažje, ne? Zdaj delaš od koliko leta že? Ja, v bistvu celo moje življenje že kot otrok sem začel, pol resno pa profesionalno pa od 19. leta. No, vidiš, od 19. leta si fajn služi denar sam, tako da takega otroka bi bilo fajn imeti, ne? Za posvojiti, veš, da nimaš dela z njim, ne? Zdaj, Matjaž, ti se vračaš v Celje in sicer to sredo. In zdaj tako je. V sredo se obeta finale pokala Pivovarna Union. Ob 3. uri bo tekma naših nogometašic, torej ŽNK Muranona in pa Radomlje Medex. Ob 8. uri zvečer pa pridete na zelenico stadiona z Dežele vi, Aluminij in pa Brinje Grosuplje. Kaj si lahko obetamo na zelenici? Recimo, to bom zdaj hotela slišati iz tvojih ust. Jaz sem povedala, kaj se obeta vse dogajanje od 3 do 8 pred zelenico. Ja, sigurno se obeta res ena dobra tekma, mislim, da bo tudi dobro vzdušje in najbolj pomembno je, da kaj bo po tekmi in upam, da bo veselje v rdečih barvah in naš pokal v rokah. Absolutno se strinjam. Je pa res, no, da vi boste skrbeli za spektakel dejansko na zelenici. Mi, Radio Fantasy in seveda z vsemi navijači, pa bomo v bistvu od 3 do 8 že z vami tudi v mislih, lahko rečem, pred stadionom z Dežele, torej na Aveniji. Tako da dogajanje bo, pridite, ker bo vse, od poslikave obraza, pa do raznoraznih iger, animacije, same dobre vibracije tudi, da bomo seveda lažje počakali tako naša dekleta, kot tudi naše fante, ki se vračajo na zelenico. Zdaj, vrnil se boš po pokal, po kolikih cajtih v Celje? Govoriva specifični pokal? Ja, pokalni prvaki smo bili 2008, tako da že kar nekaj let od tega in upam, da ga spet dobim v sredo. Ampak kako pa ti bo igrati recimo na celjskem stadionu, ki je včasih bil seveda, oziroma kar 9 let mislim, da je bil tvoj domači stadion? Ja, res je, tukaj sem preživel 9 sezon, doživel mene najlepših trenutkov svoje kariere. V bistvu se počutim kot domač. Tudi ljudje se mi zdi, da so me sprejeli za svojega in sigurno bo nekaj posebnega, da imam ta čas in privilegij, da lahko finalno tekmo odigramo na celjskem stadionu. In ja, sem rekel, kot sem že prej dejal, veliko lepega sem tu doživel in ne vidim dvomov, da ne bi bilo sredo podobno oziroma enako. Jaz držim pesti, ne? Zaradi tega, ker se veš, tako sva rekla. Rekel si, da zdaj v penzion še ne bo šel, ker sva ugotovila, da bi bila premala penzija. Tako da je treba zdaj osvojiti pokal, da bo penzija višja, ne? Zdaj pa, o kakšni penziji lahko midva mogoče govoriva, ne vem, če osvojiš recimo zdaj pokal, pa potem še Evropsko prvenstvo in tako naprej. Dejva sanjati, ker lahko. Ja, res. Mislim, kaj bi si želel, kakšno penzijo bi imel, no? Ja, ne vem, v bistvu o penziji niti ne razmišljam toliko. Želim pač uživati na igrišču, dokler bom zdrav, dokler bom fit. Dokler čutim, da lahko ekipi pomagam, za penzijo pa bomo potem videli, kaj in kako dalje. Ampak zdaj, kako je braniti vrata? Zdaj, 11 ljudi se spravi na tebe, če te gledaš, ne? In vsi cilajo v tebe. Ja, ampak kak je občutek? 10 ljudi tudi pomaga braniti, nisem vedno sam. Je pa res, da je to najbolj odgovorna pozicija na igrišču. Če nekdo naredi napako, še vedno nekdo od zadaj ga lahko igralca nekako reši. Pri vratarju pa, če se zgodi napaka, se mi zdi, da ni več neke rešitve in je kar zahtevna pozicija, zahtevna odgovornost v bistvu cele ekipe. In če primerjava moški nogomet z ženskim, si kdaj ogledal žensko nogometno tekmo?
Ja, sicer že pred časom, zdaj že dolgo časa ne, ampak koliko spremljam, mislim, da ženski nogomet kar vsako leto napreduje. Se mi zdi, da iz leta v leto raste, tako da tudi mislim, da bo ženski finale kar zanimiv. No? Ti nekaj povem, definitivno ste vi boljši igralci v smislu, da se delate, da se je nekaj zgodilo, kot pa ženske, ne? Ker vi se zakotalite po zelenici, po tisti popluvani zelenici in potem, joj, me kolen boli, joj, me gležen boli. Punce pa, gas, šus, njim tukaj nobenega igranja, niso one neki iz Hollywooda, bolj ste moški tukaj, te igralci. Ja, bi se mogoče kar strinjal z vami, tako da... Ampak ja, mislim, da to je sestavni del naše igre, da včasih, ko imaš rezultat, da Simulirate. malo simuliraš, vzameš par minut, ki so takrat zelo pomembne. Ampak ja, se zgodi tudi. Dajva se nekaj staviti. Če zmagate, zdaj apeliram tudi na Nogometno zvezo Slovenije, če Aluminij zmaga, gremo narediti eno tekmo mešano, in igrate potem proti zmagovalkam ženskega nogometnega kluba. Ha? Jaz se strinjam, čeprav to je bilo tudi eno včasih tekmovanje Super pokal, to je bilo tekmovanje, ko je pokalni zmagovalec igral proti državnemu prvaku, kateri je zmagal ligo. Tako da je bilo eno tekmovanje, tega saj že dolgo let ni več, ne vem zakaj. Ampak ja, mogoče bojo zdaj naredili, da igrajo proti že puncem. Jaz pa bi to naredila in evo, imava eno marketinško potezo, ki bi se mogoče tudi dobro obrestovala in lahko to naredimo tudi na stadionu z Dežele. Absolutno. Ker bi rada videla, veš, kako bi potem potekal ta dvoboj med ženskami in moškimi. Pravijo, da ženske smo kar gajsne, tako da jaz to držim pesti, da v sredo se vidimo na stadionu, najprej ob 3, ko igrajo ženske in potem tudi še počakate z nami na Aveniji pred stadionom, tudi do 8, ko igra Brinje Grosuplje in pa Aluminij, kjer seveda, Matjaž, bomo tudi tebe videli. Ja, najlepše hvala za lepe besede in ja, upam, da pridemo vsi gledalci v čim večjem številu in da se res obeta en lep večer. En hud spektakel, do takrat pa, Matjaž, jaz ti želim vse dobro in držim pesti seveda v sredo zate in za tvoj klub. Najlepše hvala in hvala za povabilo. Hvala, čau! Dio, čau.